Dragi Ivo Danev, hvala ti za to, da si nam posodil ime za vedno. Še enkrat hvala lepa za to igrišče. Čestitam ne samo tebi osebno kot županu, ampak vsem sodelavcem, da ste zmogli zbrati tudi sredstva, da je namesto parkirnih prostorov tukaj zdaj košarkarsko igrišče. Ni sicer v moji navadi, ampak danes bi vseeno imel eno politično izjavo. Ta projekt je bil en tistih projektov, ko smo se leta 2018 podali na to politično pot, da spremenimo to parkirišče avtomobilov v košarkarsko igrišče nazaj. Sam osebno sem vedno obžaloval, da nisem mogel sa svojimi otroci tukaj igrati košarke, čeprav sem kot mlad nadebudni košarkar tu naredil svoje prve košarkarske korake, se družil tukaj, spoznaval svoje prijatelje, tudi punce so nas hodile gledati in tu sem preživel najlepše čase in vesel sem, da smo to realizirali. Igrišče, v katerega je bilo vloženo okoli 350 tisoč evrov javnega denarja, od tega 55 tisoč evrov fundacije za šport, za kaj bi se seveda tudi zahvalil, je rezultat dela, kjer je ta projekt trajal cirka 3 leta, od načrtovanja do razpisa izbira izvajalcev do danes, da tukaj za nami igrajo košarko. Torej, res en velik politični cilj je danes dosežen in upam, da bodo mnoge generacije tukaj igrale, da bo mogoče to zdravo rivalstvo v košarki med levim in desnim bregom Drave, med železničarjem in Branikov spet splantelo, da bodo tukaj res dobre igre, da bo tudi olimpijska disciplina košarka 3x3 imela tu svoje domovanje in želim si, da bi seveda mariborska košarka šla po poti stare slave. To je ena moja bolečina, da Maribor ni zmogel stopiti skupaj. Tudi takrat, ko so naredili elektrarno, pa je Drava začela malo bolj počasi teči. V mojih časih je tekla 1,10 centimetrov v sekundi. Potem so bili neki poizkusi. Jaz upam, da bo morda še doživel, da bo tudi Maribor dobil enega močnega ligaša, ker si to zasluži. Zdaj, vzroki, zakaj do zdaj ni bilo tako, to morate pa druge vprašati. To je moja želja. Ne moremo pa povedati, zakaj se je to zgodilo. Slovenska košarka, lahko rečem, da malo odniha. Enkrat je boljša, drugič malo slabša. Zdaj je pač košarka vezana na finančna sredstva, mi se ne moremo enako meriti z beograjskim Partizanom in Crveno zvezdo. Tako da lahko rečem, da malo životarimo, ampak jaz upam, da bo tudi Olimpija pa Krka, da bojo letos v tej ABA ligi pa potem v evropskih tekmovanjih tudi dobri, da bomo navijali za njih.